Drage Domžalke in Domžalci, dober večer. Ponovno smo z vami v tedniku Domžalca, v katerem bomo skupaj pregledali aktualne novice, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. V petek, 25. januarja, je imelo prostovoljno gasilsko društvo Domžale mesto redni letni občni zbor društva, ki je potekal v gostilni Keber v Domžalah. Občnega zbora so se poleg delegatov okoliških gasilskih društev, predstavnikov Gasilske zveze Domžale in predstavnikov nekaterih drugih društev udeležili tudi delegati iz pobratenega prostovoljnega gasilskega društva Dekani in DVD Koprivnica iz Hrvaške ter predstavniki domžalskih krajevnih skupnosti. Občni zbor je potekal v duhu bližajoče 140-letnice obstoja prostovoljnega gasilskega društva Domžale mesto, ki jo bodo slavnostno obeležili v mesecu juniju. V uvodu občnega zbora je zbrane pozdravil Anže Korošec, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Domžale mesto, ter vsem zaželel čim bolj sproščen in vesel večer. Še posebno je pozdravil vse njihove častne člane, veterane in goste. V nadaljevanju so izvolili organe občnega zbora. Za delovnega predsednika je bil izvoljen Matjaž Korošec, za člana delovnega predsedstva pa predstavnika iz prostovoljnega gasilskega društva Dekani in DVD Koprivnica. Letos mineva natanko 140 let, odkar so Domžalci ustanovili požarno obrambo v Domžalah. Le-to so takrat nujno potrebovali, saj je bilo zaradi lesenih zgradb, slamnatih streh in izdelave slamnikov stalna nevarnost požarov. Na pobudo takratnega župana Mateja Janežiča so prvi na tem območju ustanovili gasilsko društvo. Župan je bil kasneje tudi načelnik društva. V juniju 1907 so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil svojemu namenu predan 24. septembra 1911. V letošnjem letu pa visok jubilej obeležujejo tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dob, ki so se v soboto, 25. januarja, zbrali na 130. občnem zboru društva. Pred 130 leti so krajevni zanesenjaki ustanovili gasilsko društvo, v okviru katerega sodelujoči člani sodelovali pri požarni obrambi kraja. Skupno vodilo jim je bilo delati pri nevarnostih ognja ter da branijo življenje in premoženje v Dobu in občinah najbližje okolice. Pravila delovanja prostovoljnega gasilskega društva Dob, ki so vsebovala 18 členov, so leta 1890 zapisali ustanovitelji, v njih pa je zajeto bistvo gasilstva in prostovoljstva tudi za današnji čas. Predsednik društva Robert Hrovat se je v svojem poročilu za leto 2019 dotaknil tudi 130-letne zgodovine in vseh generacij ljudi, ki so skrbeli, da je skozi vsa desetletja društvo raslo in se razvijalo ter izpopolnjevalo članstvo. Prav tako se je s ponosom zahvalil današnjim članom. Na občnem zboru so podelili tudi priznanja, plakete zaslužnim gasilkam in gasilcem ter zahvalil vsem donatorjem in posameznikom, ki jim stojijo ob strani. Ob zaključku so prebrali citat častnega predsednika Gasilske zveze Domžale in njihovega pokojnega člana tovariša Sandija Rihtarja, ki ga je zapisal leta 1990 ob 100-letnici društva. V njem je zapisano bistvo delovanja dobskih gasilcev. Njihova želja je, da društvo sledi temu zapisu in da raste še naprej. Dobsko društvo je kot 100-letni hrast, ki je globoko pognal svoje korenine in kjer na konici njegovih številnih vej odganjajo novi, mladi poganki, ki delajo krošnjo še bogatejšo in lepšo, ter dokazujejo, da ta mogočni hrast 100-letnik živi in bo živel svoje žlahtno in koristno življenje. V društvu raste nov rod gasilcev, ki ne bo zagotavljal le nadaljevanja bogate gasilske tradicije, ampak bo svojo osveščenostjo in strokovnim znanjem zagotavljal tudi povečano varnost življenj in imetja krajanov Doba in okolice. V organizaciji Turistično-informativnega centra Domžale in knjižnice Domžale je v četrtek, 23. januarja, potekala predstavitev poučne poti Blata Mlake. Po poti so obiskovalce popeljale voditeljica pogovora Ajda Sokler, magistra Polona Bitenc-Pavliha, koordinatorica projekta in zasnovalka kart poučne poti Blata Mlake, ter Neja Meta Rojc in Špela Kaplja iz Terra Anima, Društva za globoko ekologijo. V pogovoru ob slikovnem prikazu na projekcijskem platnu je magistra Polona Bitenc-Pavliha, koordinatorica projekta in zasnovalka kart poučne poti Blata Mlake, povedala nekaj o začetkih projekta poučne poti Blata Mlake. Obiskovalce je popeljala v neokrnjeni del narave v bližini Domžal,
kjer je občina Domžale v mesecu maju 2013 odprla poučno okoljsko pot Blata Mlake pri Radomljah, kjer boste našli priložnost za sprostitev, raziskovanje in spoznavanje narave. V drugem delu pogovora z Ajdo Sokler pa so se obiskovalci podali na pot knjigi Kako ozeleni srce, skrivnost iz Žabjega kraljestva, avtorice Špele Kaplja in ilustratorke Neje Mete Rojc ter o delu Terra Anima, Društva za globoko ekologijo. Kot je dejala pisateljica, pravljičarka in voditeljica delavnic Špela Kaplja, je knjiga pravljična, praktična in navdihujoča, vsebuje ideje za gozdne aktivnosti in vaje, razigrana besedila otrok in pravljice za aktivnosti z otroki v gozdu. Zelo uporabna je za starše, gozdne pedagoge in učitelje. Skratka za vse, ki želijo obuditi otroka v sebi ali skupaj s svojimi otroki obuditi vez drug z drugim in z naravnim svetom. V sodelovanju Doma upokojencev Domžale, Društva Spominčica Domžale in Knjižnice Domžale enkrat mesečno potekajo pogovori o demenci, ki nosijo ime Alzheimer Café. Pogovori s strokovnjaki iz različnih področij odpirajo številna vprašanja, zanimiva za vsakogar, ne le za sorodnike ali bolnike z demencami. Prva letošnja gostja srečanja Alzheimer Café, ki ga je vodila Cveta Zalokar, poteka pa je v četrtek, 23. januarja v kavarni Vejca v Domu upokojencev Domžale, je bila docentka doktorica Maja Trošt, doktorica medicine, izjemno zanimiva zdravnica specialistka iz nevrološke klinike, tudi profesorica na medicinski fakulteti. Zaposlena je na kliničnem oddelku za bolezni živčevja in na kliniki za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Klinično največ dela z bolniki z nevrodegenerativnimi boleznimi možganov in je vodja centra za ekstrapiramidne bolezni. Sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih z področja nevrodegenerativnih bolezni in funkcijskih slikanj možganov. Docentka doktorica Maja Trošt je na srečanju najprej povedala nekaj o zgodovini demence, v nadaljevanju pa je podala nekaj smernic in dognanj s slikanjem možganov z magnetno-resonančno tomografijo, kjer si lahko ogledamo strukturo možganov. Ta se pri bolnikih z demenco spreminja, možganovina propada. A vzorec propada možganovine je pri različnih demencah različen. Zato je MRT osnovna preiskava, na katero napotijo vse bolnike z demenco, da bi odkrili vrsto demence in njen vzrok. Če smo se že navadili, da nas neprestano vabijo v svet igrač, metraže, bencinskih nakupov, IR panelov in podobnih nesmislov, je sedaj čas, da zaradi globoke vsebine ne zamudimo vstopa v paralelni svet oblikovalke vidnih sporočil, ki so razstavljena v galeriji Domžale, kamor vabi umetnica Tamara Četkovič. V galeriji Domžale je v četrtek, 16. januarja, potekalo odprtje razstave oblikovalke vidnih sporočil Tamare Četkovič. Z umetnico je na odprtju razstave potekal zanimiv pogovor, ki ga je vodil akademski kipar Jurij Smole. Tamara je oblikovalka tiste sorte, ki se še zna spraševati o stvareh in situacijah s preprostimi in bistvenimi vprašanji. Še preden se potopi v njen paralelni svet plastenja vizualnih vtisov, barv, tekstur, mrež, kompozicij in predvsem zgodb naše skupne zavesti, ji odgovori nanje popestrijo dan. Tamara Četkovič je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Neprekinjeno 20 let dela v samostojnem poklicu grafične oblikovalke s statusom samostojnega kulturnega delavca. Ustvarja za svojo dušo, kar je našla v paralelnem svetu. Tako je dobila že številne nagrade, razstavljala pa je tudi po republikah bivše Jugoslavije in v Avstriji. Vabljeni v paralelni svet. Razstava bo odprta do 8. februarja, takrat vas bo po odlični razstavi popeljala avtorica sama. Na razstavah v Centru za mlade Domžale običajno prevladujejo fotografije ali slike, bolj redko pa se zgodi, da se na njihovih stenah znajdejo umetnine, ki v resnici niso za v okvir. Priprava take razstave je malo bolj zahtevna, a ravno zaradi tega je sama razstava na koncu res nekaj posebnega. Da je temu res tako, smo se prepričali sami, ko smo obiskali razstavo domžalske oblikovalke Klare Cerar, ki jo je poimenovala Les in dizajn. Na ogled je postavila svoje izdelke iz lesa, grafično-oblikovalske izdelke, poročna vabila ter bolj miniaturne izdelke, obeske, uhane in blesavke, kuhalnice z izrezom. Odprtje razstave, ki je v Centru za mlade Domžale potekalo v četrtek, 23. januarja,
je privabilo veliko število obiskovalcev, ki so se sprehodili med Klarinimi izdelki, kateri so popestrili barvite stene Centra za mlade Domžale. Avtorico razstave je predstavila Nina Centa, ki je z njo opravila tudi krajši pogovor. V pogovoru smo izvedeli, da Klaro oblikovanje spremlja že vse od srednje šole, bolj resno pa se z njim ukvarja zadnjih 5 let. Zelo pomemben element Klarinih izdelkov je slovenska folklora, saj se na veliko njenih izdelkih pojavlja motiv čipke, pa tudi iz narave jih ne manjka. Najbolj pri srcu so ji frtuljčki, metuljčki iz furnirja, drevo življenja in laterne. Nasplošno so ji najljubši izdelki iz lesa. Pri njenem delu pa je potrebno veliko vztrajnosti in piljenja, da nastane izdelek, ki si ga je zamislila. Razstava bo v Centru za mlade Domžale na ogled do konca februarja 2020. Domač črn kruh, polbeli kruh, koruzni kruh in beli kruh so na odru Kulturnega doma Moravče v soboto 25. januarja ob 19. uri po 19 letih premierno spekle miške pod vodstvom znanega peka Mišmaš iz pravljice Svetlane Makarovič. Pisateljica je pravljico obesedila pred 46 leti, najnovejšo odrsko prizoritev pa je v teh krajih pripravila mladinska dramska skupina Kulturno-izobraževalnega društva Limbar. Režiserki Marjeta Capuder in Martina Razoršek sta skupaj z igralsko zasedbo članov mladinske dramske skupine Kulturno-izobraževalnega društva Limbar na oder Kulturnega doma Moravče znova postavili igro Pekarna Mišmaš. Večmesečno zbiranje na vajah in urjenje igralcev je z bučnimi aplavzi nagradila polna dvorana obiskovalcev, med katerimi je bila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak. V enourni uprizoritvi, kjer ni manjkalo niti glasbenih vložkov, so uživali tudi najmlajši obiskovalci, ki so si z zanimanjem ogledali predstavo. Glavni lik zgodbe je pek Mišmaš, ki peče odličen kruh, zaradi katerega je med prebivalci vasi in sosednjih krajev zelo priljubljen. Pri njegovi peki se pojavlja vprašanje, kako lahko iz malo moke nastane veliko kruha, odgovor na to pa se skriva v čarovniji. Pomaga mu namreč 16 začaranih mišk, ki se med polnočjo in 1 uro zjutraj spremenijo v male ljudi. Mišmaševa priljubljenost in deljenje brezplačnega kruha revnim gre v nos dostavljalki moke ženici Jedrt in peku iz Kurje vasi. Slednji pomaga nevoščljivi ženici, da vdre v Mišmaševo pekarno in odkrije njegovo skrivnost. Radovednost, lakomnost in zavist so glavni motivi, da pek Mišmaš izgine iz vasi, prebivalci pa žalostno objokujejo svojega najljubšega peka. Hvala, da ste bili v naši družbi tudi nocoj. Ponovno se gledamo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa ne pozabite spremljati našega spletnega portala domžalec.si, kjer vas vsakodnevno obveščamo o aktualnih novicah.